Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci v predzadnji informativni oddaji tega leta. Staro leto se nagiba h koncu. Preverjamo še zadnje stanje v svojih življenjskih bilancah in delovnih rezultatih, običajno pa rečemo, da le ne bi bilo slabše. Marsikaj pa bi moralo biti bolje kot doslej, tako doma kot v svetu. Še sreča, da se vedno najdejo ljudje, ki optimistično zrejo v prihodnost in taki, ki z veliko mero človekoljubnosti pomagajo drugim. In katera optimistična sporočila vam pošiljamo ta teden? Slovenija Bistriška občina ponuja roko invalidom. Člani območne obrtno-podjetniške zbornice vedro v predbožično novoletni čas. Praznovali pa so tudi člani Okteta Planika. Aleks Štakul, urednik, novinar, nekdanji direktor RTV Slovenija, predstavil avtorsko delo Skozi čas. Tudi na Slovenija Bistriški osnovni šoli Pohorskega odreda dobrodelna prireditev s pevcem Miranom Rudanom. V policijskem poročilu o prometni nesreči na Pragerskem. V športu pa o nogometni akademiji in košarki. V rubriki Lokalne novice boste ta teden našli kopico pisanih zanimivosti iz bistriškega konca. V sredo, 9. decembra, so Društvo invalidov Črešnjevec, občina Slovenska Bistrica in Svet za invalide občine Slovenska Bistrica vabili na prireditev ob Mednarodnem dnevu invalidov. 3. decembra 1992 je namreč Generalna skupščina Združenih narodov sprejela za obljubo, da je treba invalide vključiti v vse sfere vsakdanjega življenja kot polnopravne člane skupnosti. Vsako leto pa sprejme Generalna skupščina tudi novo zavezo in letošnja teče pod sloganom Držati obljubo. In te obljube se držijo tudi ustanove, ki so povezane z delom invalidov v Sloveniji Bistriški občini. Lani je namreč Slovenija Bistriška občina prejela listino Občina po meri invalidov, kar pomeni, da se je zavezala, da bo invalidom, kolikor je v njeni moči, olajšala življenje in jih vključevala kot polnopravne člane družbe. Zbrane je nagovoril tudi Slovenija Bistriški župan dr. Ivan Žagar. Na prireditvi in v prijetnem vzdušju so se obiskovalci seznanili tudi z nekaterimi invalidskimi organizacijami, poskrbljeno pa je bilo tudi za tolmačenje v slovenski znakovni jezik. V sredo 9. decembra so predbožični in novoletni čas praznovali člani Slovenije Bistriške območne obrtno-podjetniške zbornice z drobnimi željami in upanjem na nepopisano poglavje prihodnjega leta. Vzdušje je bilo zares praznično razgibano, saj so obiskovalce najprej razveseljevali člani moškega pevskega zbora Obrtnik. Piko na i pa so dodale ložniške ufrce s spetom Pridite na Pušilšank, v katerem so prikazale, da so ljudje nekoč kljub težaškemu delu imeli še dovolj energije za druženje s pesmijo. Pod vabilo je bil podpisan predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica Milan Skrbiš. V četrtek, 10. decembra, je Viteška dvorana Bistriškega gradu ponovno pokala po šivih, saj so se ljubitelji zborovskega petja udeležili koncerta domačega Okteta Planika, ki prepeva že 35 let.
Vokalna zasedba se je sicer večkrat menjala, pevci pa so v 3 desetletjih in pol ostali zvesti narodni pesmi, obiskovalce pa razveseljujejo tudi z drugimi napevi. Umetniški vodja Ignjac Pandžić je tudi tokrat s svojimi fanti poskrbel za odličen nastop in navdušenje obiskovalcev. Prav tako 10. decembra je Slovenija Bistriška knjižnica gostila dva velika novinarja RTV Slovenija, ki sta s svojim pronicljivim delom močno zaznamovala naš največji nacionalni medij RTV Slovenija. V goste so namreč povabili Aleksa Štakula, ki je živel tudi v Slovenski Bistrici, in njegovega stanovskega kolega ter prijatelja Lada Ambrožiča, in to s prav posebnim razlogom. Aleks Štakul, novinar, urednik, publicist in nekdanji generalni direktor RTV-ja, je predstavil svojo knjigo Skozi čas, v kateri je vrisal 50 let delovanja medijske hiše ter mnoge mejnike, ki so zaznamovali naš čas in prostor. Z njim se je pogovarjal njegov prijatelj Lado Ambrožič, ki so si ga gledalci zapomnili po mnogih odmevnih oddajah. Aleks je tukaj domačin, čeprav je Primorc iz Gorice. In ko se je leta 1948, ko so se preselili iz Gorice, najprej Šempeter pri Gorici, potem pa z družino bil cilj služba njegovega očeta, on je bil učitelj glasbe, je bila Bistrica. In to je zanimiva zgodba, ki vam jo Aleks povedal. Oni so seveda najprej šli v Ilirsko Bistrico, ker niso vedeli, da sta dve Bistrici. Lepo izvoli, Aleks. Do konca povedal. Ja, hvala ti za to istočnico, dragi moj prijatelj Lado, toliko lepega si povedal v tej knjigi, da sem kar počaščen. Kako pa je to bilo? Seveda je bilo to zelo zanimivo potovanje z vlakom iz Šempetera pri Gorici, katerega vzrok je bil razpis oziroma oglas v Slovenskem poročevalcu, da v Slovenski Bistrici tovarna Impol, ki je imela tudi takrat že godbo napihala, išče glasbenega učitelja, ki bi v Bistrici ustanovil nižjo glasbeno šolo. Oče se je prijavil in seveda bil tudi sprejet, no in mi smo se tako, bi rekel, ukrcali na vlak, takrat so še vlekle seveda vlak vagone parne lokomotive, in ko smo prišli v Pivko, je oče s prevodnika vljudno vprašal, če mora izstopiti. Je pa rekel, ja, ne vem, zakaj bi izstopili. Ja, je rekel,
ker grem v Ilirsko Bistrico. Ja, je rekel, čakajte, je rekel, pokažite mi karto, da vidim sploh kam greste. No in na karti je pisalo na vozovnici Slovenska Bistrica. Je rekel, nič ne boste izstopili, peljite se dalje do Ljubljane, tam boste pristopili na vlak. Ja, je rekel, kak? Ja, je rekel, na vlak proti Štajerski, proti Mariboru. Ja, je rekel, in kje je Slovenska Bistrica? Ja, tik pred Mariborom nekaj kilometrov. Je rekel, oče, neverjetno, rekel, kaj sem zdaj storil, ne? Mama se je prijela za glavo, jaz še nisem dojel kot odraščajoč, bi rekel, 4-letni fantič. In tako sem prišel v Slovensko Bistrico. Tukaj seveda na začetku so bile malo težave okrog ustanavljanja glasbene šole, ker so ga v tovarni Impol najprej seveda uporabili, ker je bil tudi en kos, bi rekel, ekonomista in je moral zdraven svojega velikega prijatelja Herberta Mačka, ki je tudi igral violino, je moral seveda voditi knjigovodstvo. In ves čas ga je direktor nadlegoval, je rekel, veste, je rekel, pomembnejše od glasbene šole je zdaj seveda, da postavimo v novi Jugoslaviji gospodarstvo. No in potem ga nadlegoval ves čas, da naj vendarle pa poučuje privatno njegovo hčerko klavir. Oče mu je pa rekel, ja, ampak koliko jaz vem, socializmu zasebne šole niso dovoljene, ne? In s tem se je vedno izgovarjal, no in potem po letu dni je temu prekipele, pa rekel, veš kaj, Oskar, zdaj pa ti le ustanovi to glasbeno šolo v Slovenski Bistrici. No in leta 1949 je to ustanovil in junija meseca so se že vpisali prvi učenci, med katerimi sem pa tudi jaz bil mlad nadebudni violinist. Tako se je začela ta šola. Ko smo prišli v Bistrico, smo najprej stanovali v tem stolpu tukaj, kjer je bil hotel Beograd takrat, ker stanovanje v samostanskem delu še ni bilo prazno, tako da 14 dni smo bili tam, no in potem smo se pa, bi rekel, umestili v tej lepi Slovenski Bistrici, kjer sem odraščal in prav lepo pozdravljam z mojimi prijatelji, sošolci, nekateri so tudi tukaj in tega sem zelo vesel. Na slovenjebistriški osnovni šoli pohorskega odreda so, kot veleva tradicija, učenci in delavci šole 15. decembra pripravili prireditev, izkupiček pa namenili v dobrodelne namene otrok. Vrstili so se nastopi otrok, še posebej atraktiven pa je bil nastop pevca Mirana Rudana. Zapadel je prvi sneg, obili so srednji breg, zvezde na nebu nocoj, svetligajo se. Zastolopi tudi malo bolj glasni. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam to nocoj ostaval, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše polnoče, naj vino ogreje ti srce. Težko je, pa ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše polnoče, naj vino ogreje mi srce. Mi srce, a ni mi žal, da sam sem ostal. Kdaj? Na božično noč enkrat. Zdaj dvignimo čaše polnoče, ogreje mi srce. Mi srce, a ni mi žal. En močen aplavz, res mi pomaga, ful mi pomaga. Na božično noč. Učenci so pripravili tudi prodajni bazar, misel letošnje prireditve pa je bila Prijateljstvo je lepa cesta, ki nas pelje v srečna mesta.
zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat. Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs, brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, k frizerju, v cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Spoštovani, namesto policijskega poročila vam tudi tokrat posredujemo samo podatke o prometni nesreči, ki se je zgodila 10. decembra. Na hitri cesti pri Pragerskem sta trčili dve osebni vozili, poškodovana je bila ena oseba. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica so nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Slovenske Bistrice, odklopili akumulatorje na vozili ter očistili cestišče. V tej redni tedenski oddaji pa bomo govorili o košarki, torej družili se bomo s košarkarsko žogo in če se kar ozremo v tisto bogato bistriško košarkarsko zgodovino, tradicijo, vemo, da smo imeli v zgodovini reprezentante Sanija Bečiroviča, Sama Gruma, Klemna Prepeliča, pa tudi v obe reprezentanci je igral Jure Pelko, pa še tudi iz zgodovine nazaj. Imeli smo mladinska reprezentanta, tako da je bistriška košarka, kar se tega tiče, zelo bogato košarkarsko obarvana. In mi se bomo danes pogovarjali tudi z Matejem Bakšičem, torej strokovnim delavcem v bistriškem košarkarskem klubu, ki bo povedal, kaj se pravzaprav v tem trenutku dogaja tukaj v bistriški košarki. Vsekakor pa boste nekaj izvedeli tudi o tem, kateri so tisti trije slovenski kadetski reprezentanci, kajti prav na današnji dan je tukaj v Slovenski Bistrici na priprava, na treningu, torej kadetska reprezentanca Slovenije. Kakšno pa pravzaprav stanje sedaj v bistriški košarki? Ja, na srečo se košarka v Slovenski Bistrici spet dviguje. Najprej bi se zahvalil našemu predsedniku Staneju Prepeliču, ki to košarko dejansko drži po konci in pomaga v predvsem članski kategoriji, medtem ko pri mlajših kategorijah klub sodeluje z košarkarsko šolo Sani Bečirovič in v zadnjih 2-3 letih samo šolo, ki jo je sprva vodil Uroš Globovnik, počasi dosegamo določene rezultate. Če se ozremo na tisto število tistih igralcev, torej otrok, potem tisti starejši, ki prihajajo na košarkarski trening, za kakšno številko v tem trenutku v klubu operirate? V samem klubu je preko 100-120 otrok, skupaj z člansko ekipo, tako da smo zelo zadovoljni. Sodelujemo z vsemi šolami, tudi začeli smo sodelovati z srednjo šolo, ker vsi ti fantje počasi bojo se šolili tudi na tej šoli, tako da sem vsem hvaležen. Danes smo tukaj na treningu, torej kadetska reprezentanca Slovenije se je tukaj zbrala na treningu v Slovenski Bistrici. Lahko smo ponosni, da imamo v tej zasedbi tudi 3 iz košarkarskega kluba Slovenske Bistrice. Kdo so torej tisti 3 fantje, tisti reprezentanti v tem trenutku? Ja, 3 kandidati za reprezentanco U16 so Luka Godec. Fant prihaja iz Pragerska, ampak dejansko zadnje 2 leti tukaj trenira in je zelo marljiv. Potem je tukaj Bine Prepelič, domačini športne družine, judoista, ampak mi smo ga vzeli nazaj košarki. In pa potem še Mark Babšek Vrečko, zelo zanimiv fant, zrastel v zadnjih 2 letih je zrastel skoraj za 30 cm, pri višini 2 metrov za svojimi 14 leti, se pravim, to je kar velik potencial vseh 3 za naprej, ne samo za bistriško košarko, verjamem, da tudi slovensko.
Vidimo tukaj torej tale trening, zanima pa kako s temi fanti delate potem v klubu. Ja, fantje včasih oddelajo mogoče tudi 3 treninge, pionirskega, kadetskega, članskega, včasih imajo tudi prosto, v glavnem se tukaj skupaj z Urošom reguliramo te treninge, da jih ne bi preforsirali v teh letih, ker so zelo občutljivih letih za svojo starost, razvoj. Moramo paziti na poškodbe, tudi šolo, ker ne nazadnje je ta ključna, da postanejo uspešni tako ljudje kot športniki. Poglej, 17 let že delaš torej v košarki, si aktivno usmerjen v tisto strokovno delo, pomembne pečati pustil tukaj v Slovenski Bistrici. Kako torej s temi fanti sedaj, ki so kadetski reprezentanti, torej kandidati za kadetsko reprezentanco, iti naprej? Kakšna je tista njihova pot do tiste članske kategorije? Ja, prvega že imamo, Luka je že v članski ekipi, tudi člani so ga sprejeli. Jaz sem pač trener, ko bom vedno dal, vsem jim bom dal priložnost mladim igralcem, tako da naslednjo letno tudi Bina in Mark pridete na vrsto, pomlevali bomo ekipo in se pravim, čim prej zaigrajo v članski konkurenci, da dobijo neke določene izkušnje in ko bodo prerasli ta klub, seveda je naslednja stopnica, da grejo dalje na višji nivo in napreduje tudi tam. Pa tele košarkarske fante izpod Pohorja nekako vlečejo tudi njihovi izvorniki, Sani Bečirović, Samo Gorum, Klemen Prepelič, verjetno jim je izziv doseči tudi njihov nivo. Ja, vsekakor. Vedno, ko so ti fantje, posebej Sani pa Klemen, pa bom rekel tudi Jure, Pelko, vsakič, ko imajo čas, pridejo v našo dvorano, pogledajo trening, mogoče tudi jim dajo kakšen nasvet in fantje sprejmejo ta nasvet. Nenazadnje, bom rekel, tudi prejšnji teden je na naš individualni trening prišel Marko Milič, Košarkarske zveze, jim dal neko določeno spodbudo in mislim, da je to mnenjsko sama prava pot, da so na poti, da lahko mogoče postanejo igralci. Smo nekaj dni torej pred iztekom se leta 2015, stopamo torej v leto 2016. Po tekmovalni plati, kakšni so tisti začrtani cilji košarkarskega kluba Bistrica torej v prihodnje? Ja, mislim, da ostanemo ta stabilen tretji ligaš, da se dobro razumemo, da mogoče dobimo v domačem okolju tudi kako finančno podporo, kar je v teh časih verjamem težko. Ampak vseeno, da razvijamo te mlade igralce naprej in da se pravim, da se ti mladi, dejansko mladi fantje, ko so spodaj 7, 8, 9, 10 let stari, dobijo nove vzornike v teh fantih in nekako nadaljujemo v tem okolju, da se živi zdravo in vse dobro razvija. V športni dvorani Bistrica je v nedeljo 13. decembra potekala božično-novoletna akademija nogometnega kluba Bistrica. Na celodnevni prireditvi so se predstavile vse selekcije kluba. Dogajanje so popestrili s kulturnim programom, otroke je razveselil tudi dedek Mraz. Sicer pa so zbrane pozdravili župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Marjan Štimec in predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica Bojan Fajs. Selekcija U15 nogometnega kluba Bistrica, ki uspešno tekmuje v prvi slovenski ligi, se je pomerila z ekipami občine, novinarjev in direktorjev. Po pričakovanju so zmagali mladi bistriški nogometaši. Drugo mesto so osvojili novinarji, tretji so bili direktorji, četrto mesto pa je zasedla ekipa občine. Več o namenu prireditve nam je povedal trener selekcije U15 Vito Martinčič. V dvorani Slovenska Bistrica se je zbralo ogromno število otrok, mladih nogometašev in je popolno opravičilo tudi osnovni namen. Osnovni namen celotne prireditve je bilo na eni strani tekmovalni del, validacija dela v jesenskem delu in da se prikaže tako trenerskemu osebju kot strokovnemu vodstvu kluba in na koncu koncev pa tudi staršem in našim gostom, da se v našem klubu resno dela in da naši otroci vejo, kaj je nogomet in znajo nogomet je tudi atraktiven. Glede na povedano, boste torej s tovrstnimi prireditvami še nadaljevali v prihodnje? Jaz mislim, da odzivi na ta dogodek so bili izredno pozitivni. Zakaj ne? Jaz mislim, da junij je zopet pravi poletni mesec, mogoče tudi Slovenija Open.
Spoštovani, iztekla se je še ena izmed informativnih oddaj Studia Bistrica v tem letu, preden pa se poslovimo od starega in nazdravimo novemu, pa se bo zgodilo še marsikaj. Zato nas pred malimi ekrani pričakujte tudi naslednji teden. Do takrat pa naj vas v adventnem času ne premami preveč nakupovalna mrzlica, saj v veselem decembru skriva sreča tudi kje drugje. Pa srečno!